Pri Mercedes-Benzu že nekaj časa poskušajo igrati na malce drugačno noto in to jim v bistvu tudi uspeva. Slovi se, da so njihova vozila namenjena le starejšim in se otresajo s vozniško bolj suverenim C-jem, z družinskim B-jem, z atraktivnim razredom A in po novem še z bolj drznim razredom E. In ravno tega že mnoga leta cenim, ker bolj kot dinamične karakteristike ponuja umirjen karakter, ker sem prepričan, da kupci tovrstnih vozil potrebujejo predvsem odlično okolje in udobje. Ampak Audi in BMW bombardirata z bolj dinamičnim karakterjem, zato je očitno tak mora postati tudi E. Predvsem oblikovno. Ni več tako oglat, ampak s temi LED puščicami v sprednjih žarometih, z opaznimi izpušnimi cevmi in nasploh z bolj zaobljenimi linijami, bolj mladosten. V bistvu sedaj izgleda manjši in precej bolj agilen, všeč pa mi je, da primarne vrline niso zanemarjeni. Res je, lepo se pelje, tudi suvereno lahko, če boste to od njega zahtevali. Ampak vedno znova me pozitivno preseneti ta njegov umirjeni karakter, ki ga njegova dva tekmeca ne znata ponuditi in zato bi sam pri izbiri poslovne limuzine zelo verjetno izbral Mercedes-Benza. Nobene potrebe nimam po hitri vožnji, predvsem pa se mi zdi teh 125 kW povsem dovolj suverenih, kljub veliki konturi avtomobila, pa še porabi takšen motor dokaj malo, dobrih 6 litrov na 100 km, če vas bo seveda po odštetju dobrih 60 tisočakov za avtomobil poraba sploh še zanimala. Le zvočno je malce bolj robat, ker ima 4 valje in tukaj bi bil dizelski 6-valjnik bolj suveren. Znotraj se boste počutili vrhunsko, ker je okolje pričakovano odlično, volan prijetno debel in dokaj komunikativen, čeprav avtomobil ni tako dinamičen kot BMW-jeva petica, je pa zato bolj umirjen. V kombinaciji s 7-stopenjskim samodejnim menjalnikom je skratka tole prepričljiv stroj, ki ima v tem primeru še kopico opreme, med katero še posebej izpostavljam prepoznavo znakov, ki na trenutke prepozna celo znake, ki jih sploh ni. V bistvu me malo motita samo dve stvari. Prva so sedeži, ki sicer niso slabi, ampak v tem primeru tudi posebej dobrine, zlasti za tip avtomobila in za znesek, ki ga je zanj treba odšteti. No, druga stvar pa je kot vedno ena sama ročica za upravljanje s smerniki in z brisalniki stekla, ki je že od nekdaj Mercedesova domena, ampak nanjo se lastniki najbrž hitro navadijo.